Veleslalomska tekma pod Mangartom, ki jo je ameriška 10. gorska divizija izvedla 3. junija 1945, je dokazala, da je šport tisti, ki združuje narode in ljudi, ter je glasnik miru. Tekma, ki je skoraj utonila v pozabo, je danes po veliki zaslugi upokojenega brigadirja Janeza Kavarja in Združenja vojaških gornikov postala nov temelj za krepitev prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Tudi Slovenska vojska je tesno prežeta z vojaškim gorništvom in športom. Poleg 132. gorskega polka in večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje imamo športno enoto Slovenske vojske. Dodatno pa zaposlujemo tudi vrhunske športnike, ki glas Slovenije širijo z vrhunskimi uvrstitvami na najvišjih svetovnih tekmovanjih. Slovenija se je pridružila državam, ki športu in športnim dosežkom priznavajo pomen tudi z državnim praznikom. Letos smo tako prvič praznovali dan slovenskega športa. Zbornik Američani na Mangartu 1945 povezuje vojaško gorništvo in šport, povezuje dva naroda, povezuje ljudi in ohranja spomin na neustrašne pripadnike 10. gorske divizije. To so bili najboljši predvojni ameriški alpski smučarji, udeleženci edinstvene veleslalomske tekme ob koncu druge svetovne vojne. Vsem avtorjem zbornika Američani na Mangartu 1945 čestitam za odlično delo in za predstavljen zbornik. Srečno in ostanite zdravi!